Sofija prihaja iz mesta Odesa, ki leži na jugozahodu Ukrajine ob Črnem morju. Mesto ima toliko prebivalcev kot Slovenija. In v mojem mestu se govori ukrajinsko in rusko. S svojim staršem govorim rusko, ampak z babico in dedkom se pogovarjamo ukrajinsko. Maturo opravljamo v ukrajinščini, seveda. Pred neodvisnostjo leta 1991 je bila z drugimi državami oziroma republikami povezana v veliko državo imenovano Sovjetska zveza. V Ukrajini živi več kot 44 milijonov prebivalcev in je po površini največja država, ki v celoti leži v Evropi. Kakovost javnih šol se razlikuje od regije do regije. Eno leto smo imeli informatiko samo po knjigah in smo odpirali in smo se učili, kako priklopiti računalnik in nismo imeli nič prakse, samo teorijo eno leto. Imamo usmerjene šole, torej naprimer jaz igram klavir in sem se učila na taki usmerjeni šoli, usmerjeni v glasbo šoli. Novica o začetku vojne jo je presenetila in prestrašila. In sem se zbudila 24. in sem pogledala na mobitel pa zavidela sporočila od svojih kolegov, da me imajo zelo radi, pa ne vejo, če mi bojo to lahko povedali v živo, ker zdaj grejo v bunker in nič ne vejo, kaj se dogaja. Moj oče je ostal tam in rekel, ne, to je moja zemlja, jaz ne bom šel sem, jaz ne bom pustil svojo državo in seveda jaz spoštujem to pozicijo, ampak obenem je zelo težko sprejeti to. In točno vem te ceste, kjer se to dogajalo in ker to vidim, meni je sam tako stisko to me spravi, tako žalostno je to in nič ne morem od tukaj narediti. Sošolke, ki smo mi šli vsi skupaj na protesti in oni so se drli slava Ukrajini. To je bil tak šok. Moji sošolci bojo zdaj v Sloveniji, v Evropi podpirali Ukrajino tako močno. Zame je to bilo tako prijetno je to.